In tako po ne vem kolkem času sem live. Malo bom še počakala, da vidim, če se mi bo kdo pridružil. Drugače pa ja, za začetek vas želim vse lepo pozdraviti. Če me slučajno kdo spremlja na novo, ki še me ne pozna, moje ime je Nuša Rojs, prihajam iz Gaja pri Pragerskem, stara sem 30 let in po izobrazbi sem ekonomski tehnik. Po duši pa sem pevka, animatorka, motivatorka, v glavnem faca. Vedno za čago, optimistična, nasmejana. Obožujem živali, naravo, športne aktivnosti na prostem, katerekoli, jahanje, joga, pilates, tekanje, kolesarjenje, vse. In zato sem se tudi povezala z podjetjem Nature's Finest, kateri so mi dali v bistvu to nalogo, da se vam javim v živo in delim z vami kaj bi želela deliti z vami. Kakšne so moje, spretnosti, znanja, kaj je takega, kar bi želela deliti z njihovimi in z mojimi sledilci. In sem razmišljala, kaj bi to bilo, jaz rada pojem, zdaj da vam naredim nek koncert, to mi ni tisti feeling, kot da imam jaz v živo kakšno stvar, zato sem rekla, kaj pa je zdaj, kaj bi recimo vsem lahko koristilo v teh časih, ko je vse zmedeno, ko nič ni tako, kot je bilo včasih, kako lahko jaz pripomorem. In potem sem prišla na idejo, da bi pa z vami delila eno meditacijo, ki jo tudi sama izvajam in ki me je ful pomagala v teh časih prebroditi neke situacije. In sem se odločila, da bom to delila z vami. Tisti, ki še ne veste, prvič sem se javno izpostavila leta 2012 v oddaji X Factor, kjer sem prišla med, mislim, da 80 top kandidatov. Da sem imela ful tremo in me je kar izdala. Potem drugič sem se javno izpostavila v šovu Slovenija ima talent leta 2018. Tam sem prišla v polfinale. Potem pa še leta 2019 v resničnostnem šovu Gospodin Savršeni, kjer sem tudi zmagala. In skozi ves ta čas sem imela različne vzpone, padce, žela uspehe in poraze in nekako sem se spraševala, kaj je tisto, kaj delam narobe, da se vedno nekje zalomi, da vedno sledi tisti padec. Kaj delam narobe? Vedno sem ful bila disciplinirana. Če sem rekla, da bom nekaj naredila, sem si naredila plan in sem sledila temu planu, ampak kot da se je vedno nekaj podrlo. In potem sem v bistvu ugotovila, da mogoče malo preveč strmim k nekim stvarem, da enostavno neke stvari se morajo zgoditi tako, kako se zgodijo. In sem začela delati na tem, da se samo naučim sprejemati vse to in da če neke stvari ne grejo, da ne dramatiziram več, ampak jih probam sprejeti in na nek normalen način iti čez to, ker vzponi in padci so del življenja. Ja, in na začetku mi je bilo zelo težko se umiriti, ker sem jaz ful hiperaktivna, vedno sem si zabasala dan od jutra do večera, sam da nisem mislila na neke stvari, kot da bi konstantno htela bežati od nečesa in se mi je bilo ful težko umiriti. In ko je nekdo rekel, da meditira, pa da je zdaj ful mirn, pa da mu je vse cool, pa sem bila tako, o čem ti govoriš, če jaz ne morem, kako sem zaprla oči, sem že razmišljala o tisti zadevi, kaj moram narediti, kako moram narediti, kdo mi bo pomagal, kako bom jaz komu pomagala, v glavnem, ni bilo tisto, da se sprostiš in samo si dobro jutro. In dober dan tistim, ki ste že zgodaj vstali. V glavnem, in sem zato rekla, da vam bom povedala od samega štarta,
kak je najbolje, da se začnete mogoče sproščati. Prvo kot prvo je fajn, da poiščete miren prostor, ker če se težko sprostite, potem vas bo vsaka zunanja reakcija zmotila, naj bo to, ne vem, zvok avta ali pogovor nekih ljudi, ki grejo mimo, ali karkoli druga, pač najdite si miren prostor, kjer veste, da boste v miru in v tišini in da vas ne bo nihče mogel zmotiti, torej izklopite telefon. Druga stvar, namestite se v položaj, ki vam najbolje ustreza. Pač to, da moraš ti pri meditaciji biti pač to je zmotno razmišljanje. Če tebi ustreza, da si v ležečem položaju, bodi v ležečem položaju. Če ti ustreza, da sediš takole, pač sedi takole. Če ti ustreza, da sediš tako, pač sedi tako. Edino, kar je pomembno pri meditaciji, je, da pač poskušaš imeti čim bolj ravno hrbtenico, da nisi osločen, ker če se zravnaš, si bolj pretočen. Jaz recimo uporabljam tale valjček, ki si ga namestim zadaj za hrbtenico, da me malo fiksira, in meni je to ful udoben položaj. In zdaj, če ste pripravljeni, tisti, ki ste, se mi lahko pridružite pri tej meditaciji. Jaz vam bom pokazala, kako pač jo jaz izvajam in govorila to, kar v bistvu jaz govorim sami sebi, to, kar čutim. In lahko začnemo. Zapremo oči in globoko vdihnemo in izdihnemo. Ko vdihnemo, vdihnemo v trebuh in v pljuča in jih razširimo, in ko izdihnemo, spet spustimo v zrak iz sebe. Naredimo to vsaj 3, 4, 5 krat skupaj. Vdih in izdih. Vdih in izdih. Vdih in izdih. Vdih in izdih. In sedaj prosim vsa bitja svetlobe, vse angele in moje vodnike, še posebej vodnika za obilje, vodnika za zdravje, vodnika za ljubezen in vodnika za srečo, da me vodijo skozi meditacijo in mi dajo to, kar potrebujem, da se zgodi v moje in za vse v najvišje dobro. In poskušam začutiti bitje svojega srca v prsi. Poslušam, kako mi bije srce. In samo spremljam svoje dihanje. Vdih in izdih in poslušam svoje srce. Vdih, izdih in čutim svoje srce v prsi. Čutim, kako se moje telo sprošča. Poskušam začutiti utrip tudi v moji glavi in sprostiti levo in desno stran možganov. Sproščam svoj obraz, svoje čelo, lice, nos, usta, ušesa. Vdih, izdih. Sproščam svoj vrat, vsako vretence po hrbtenici posebej. Čutim utrip srca. Sprostim tudi ramena, roke,
vse prste na rokah. Sprostim prsni koš, trup in vse organe znotraj telesa. Sprostim kolke, noge, sprostim prste na nogah. Vdih, izdih. Preverim svoje telo od glave do pet, ali je sproščeno. Če je kak del, ki ni povsem sproščen, pomislim na njega. Vdihnem, izdihnem in ga samo sprostim. Karkoli ga obremenjuje, zateguje, karkoli je, mu dovolim, da odide in da sem povsem sproščena, takšna kot sem, takšna kot bi morala biti, že od samega začetka. Začutim svetlobo, ki me obkroža, svetlobo, ki prihaja v bistvu od zgoraj, od samega univerzuma. Tako močna, čista energija, pozitivna, ljubeča, nežna in se spušča na mene in gre skozi mojo glavo, skozi moje telo in vse dol, 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 pod mene, pod vse moje korenine. In začutim to ljubezen, to svetlobo, to mir, ta mir. In sem hvaležna za ta mir, za to srečo in ljubezen. In samo pustim, da teče skozi mene. Čutim, kako telo sprejema to pozitivno energijo. Čutim, kako se naseli v moje telo, v moje srce. In čutim, da ta energija odseva in izžareva tudi iz mene, na vse okrog mene. Ta svetloba zaobjame moj prostor, mojo hišo, moje sorodnike, prijatelje, ljudi, ki jih naključno srečujem. Ta svetloba se širi po celotni zemlji. In ta svetloba se širi tudi izven zemlje in zaobjame vse, kar je in vse, kar ni. In srečna sem, da lahko to občutim in da lahko to delim z vsemi. In naenkrat se iz univerzuma visoko, visoko, visoko nad mano spusti k meni darilo. V tem darilu je tisto, kar si mi sami najbolj želimo. Lahko je to ljubezen, lahko je to zdravje, lahko je to sreča, lahko je to mir, lahko je to kakšna materialna stvar, ki jo že dolgo želite. V glavnem tukaj je. Prispela je za vas. In lahko razširimo roke in sprejmemo ta paket.
In ko sprejmemo ta paket, začutimo, da smo ga že od nekdaj imeli. To, kar si želimo, imamo. Samo spomniti se moramo, da je že naša. In to začutiti. In občutimo hvaležnost za to darilo. In samo verjamemo, da je vse mogoče. Da si zaslužimo in smo hvaležni. In to prepričanje naj ostane v nas in naj raste v nas in naj živi z nami. To prepričanje naj se zakorenini globoko, globoko pod nami, naše korenine. Naj pozdravi vse, kar potrebuje zdravljenje od spodaj. In mi lahko zrastemo v en velik lep cvet. Začutimo ta mir in spokojnost in se poklonimo vsem, ki so nam pomagali pri tej meditaciji. Vsem angelom in bitjem svetlobe, vsem vodnikom, ki so nas vodili skozi meditacijo in ki nas vodijo skozi življenje vsak dan, pa se včasih tega sploh ne zavedamo. Hvala tudi najvišji energiji. In hvala moji duši, ker je. Ko začutite, da ste vsrkali vase, kar bi morali vsrkati vase, ko se zahvalite in ko ste hvaležni, je meditacija končana in lahko odprete oči. A je kdo poskusil od vas? Jaz sem vesela, da sem to delila danes z vami, čeprav vem, da je mogoče nekaterim to še vedno čudno, ampak vem, da pa vedno več ljudi pa vseeno mogoče zanimajo te stvari in so pripravljeni poskusiti, čeprav še mogoče niso pripravljeni o tem spregovoriti. Tako da hvala vsem, ki ste bili z mano. Upam, da tudi vi poskusite. In ja, to je to. Drugače pa naj povem, da sem tudi hvaležna Nature's Finest, da so me spodbudili k temu. In v naslednjih dneh bom za vas pripravila eno lepo nagradno igro. Izžrebana bosta dva, ki bosta dobila njihov kupon v vrednosti 50 € za nakup v njihovi spletni trgovini. Jaz pa vam bom do takrat pokazala, katere njihove izdelke tudi sama uporabljam. Všeč so mi predvsem zato, ker skrbijo za naravo in so res naravni. In nagradne igre bo, mislim, da v torek ali v sredo.
tako da spremljate moj profil, spremljate profil Nature's Finest in se vidimo kmalu. Še enkrat pa vsem hvala za sodelovanje. Na vprašanja vidim, da so bila nekatera, lahko mogoče tudi odgovorim. Ok, tega je kar nekaj, ne vem, če bom uspela zdaj to vse pregledati. Nekaj tukaj pišem. Čakaj. V redu sem, Jan. Da vidim, kdo še. Ne bi rada bila nesramna in ker odšla brez, da bi vam odgovorila. Dobro jutro iz Zagreba, to sem že povedala. Dobro jutro, hello Nina. Bravo, lep dan ti želim. Tudi jaz želim vsem lep dan. Nina napisala, da ne boš kaj zaspala. Tudi to se včasih zgodi med meditacijo in tudi to je ok. Pač, če si utrujen, pač zaspiš. A ti vsak dan to delaš? Vsak dan nimam časa, se pa potrudim, da vsaj 2-3 krat na teden. Sploh takrat, ko sem mogoče najbolj pod stresom in ko najbolj nimam časa, takrat vem, da si moram vzeti teh 10 minut za sebe, da se umirim. In to je to. Hvala lepa, pa se mogoče kdaj drugič spet vidimo. Zdaj pa moramo ugotoviti, ki se to izklopi. Mogoče tu.